imamo 5 ravni. Zdaj te vidim, zakaj se vsi zdravilci in zdravniki nekako ne pridejo na isto valovno dolžino, zakaj pride do problemov. Zato, ker vsak govori v svojem jeziku. To je tako, bi dal v sobo tukaj enega Japonca, enega Američana, enega Slovenca, pa enega Mađara, pa še enega Kolanca, pa vsak govori svoj jezik, pa enega ne razume. Prvič, imamo fizično raven. To so fizični procesi, to imate v knjigi, to Mohitar. Druga raven so celični, se pravi kemični procesi. In znanstveno dokazanje, da vsaka zdrava celica ima nekje do okrog 190 do 100 mV naboja, elektromagnetnega naboja. Ne? Pri 30 oziroma 20 pa postane že rakova. Potem tretja raven, atomska, se pravi, če se spomnite, sem rekel kvantno-resonančni sistem. Kvantno. Potem četrta, se pravi atomska, četrta je kvantna, to so energijski procesi, na katere je mogoče vplivati s pomočjo volje, se pravi, naš pogled nase, vera, prepričanje. In peta raven, duhovna, to so energijski procesi nadravno volje, to je tako imenovan božanski načrt, jaz tega pravim. Zdaj pa više kot je raven, bolj to vpliva na telo. Se pravi, te sekte, ki sem jih omenil, ko pričajo svojo vero v Boga, pijejo strhnine v smrtonočnih dozah, to je taka vera, to je ta kvantna peta raven, se pravi duhovna, pa kvantna, da dejansko v bistvu jim nič ne more, noben strup nič. Tudi se igrajo s stropenimi kačami in kače jih pičijo, kobre, jim ni nič. Ok? Torej, ključno pa je, da vsaka raven deluje vedno v kombinaciji s prepričanji. Se pravi, zakaj je toliko pomembno, da mi v nekaj verjamemo? Okay. Zdaj pa tako, človek pa reče, poznate voodoo, tisto, ko igelce lahko daje v lutko, ne? Zakaj? A veste, da voodoo lahko ubije tudi nekoga, ki v to ne verjame? Aha, ja. Zakaj? Voodoo ima sposobnost ubiti človeka, če ta zavest ne verjame, je to možno, ima pa nezavedne strahove, ki odpirajo vrata tej energiji, se sploh ne zaveda. Ob tem moramo upoštevati tudi nezavedno in zavedno percepcijo sveta oziroma dojemanje okolice, ki lahko dojemamo kot prijazno in neprijazno.